Radio Rubin in tvojih 60 minut. Dober dan, vošči Amerika Kuncut. V tokratnem portretu iz gledaliških desk gostimo igralca in člana ansambla SNG Nova Gorica Petra Harla. Peter, študirali ste najprej biologijo, nato pa dokončali Akademijo za gledališče. Kako je prišlo do tega, da ste preskočili iz enega na drugega? Dejstvo je, da sem jaz si želel na začetku v bistvu študirati petje oziroma musical. Je mene zanimal in sem hotel v to smer nekaj študirati. Dejansko pa, ker v Sloveniji ni takega študija, sem pač izbral drugo najljubšo stvar, ki pa je bila biologija, ki pa me še danes, posebej botanika, veseli in sem tam, mislim, da 2 leti študiral. Tako, ampak ne kaj preveč intenzivno, ampak tako bolj za rezervo, recimo. Številne nagrade, ki ste jih prejeli, torej dokazujejo, da ste se odločili prav? Ja, zdaj... No, so neka smernica. Očitno, ja. Mislim, nagrade so seveda neka potrditev za neko delo in jaz zdaj sam sebe ne smatram, da imam številne nagrade, ampak nekaj pa jih je, ja, ki pa potrjujejo, da sem se očitno odločil prav. Če ostaneva pri nagradah, katera nagrada vam je pa najbolj podobna Kompasu, ki vam je res dala nek zagon več? Ja, tu težko bi zdaj kakšno posebej izpostavil. Mogoče recimo že prva nagrada, ki sem jo dobil še na akademiji, mi je dala dejansko neko potrditev, da hodimo v pravi smeri. Potem pa recimo Borštnikova nagrada, ki smo jo dobili za Liferante, če tako malo pobrskam po spominu, je pa res ena taka nagrada, ki mi je dokazala, da z nekim skupinskim, intenzivnim poglabljanjem, tudi v smeri, ki ni vedno gledališko pač najbolj klasična, se da vzbuditi pozornost javnosti in kritiko in tako. Tako da recimo Liferanti, nagrada z Liferanti, da bi bila ta, ki bi jo najbolj izpostavil. Se spomnite svoje prve vloge, ko ste prvič stopili na oder? To je bilo že v osnovni šoli, oziroma moj spomin niti ne sega tako daleč, ampak starši imajo fotografije še mojih nastopov iz vrtcev, tako da jaz zdaj nimam nekega konkretnega spomina, kdaj sem prvič stopil na oder in odigral vlogo, ker je to bil del mojega otroštva. Recimo se pa konkretno spomnim prve vloge v Novi Gorici, ki je bila pa v predstavi Kaj je resnica, in sem igral eno epizodno vlogo, to pomeni, da pridem in grem in me ni več. Prinesel sem samo eno pismo, eno novico, ki je bila ključna za zgodbo, seveda. In jaz se spomnim samo tega, da me je bilo blazno strah, in da sem imel blazno tremo pred starejšimi kolegi, ki sem jih komaj spoznal in tako. To so recimo moji spomini konkretno. Še več o vlogah po skladbi ostanite blizu. Današnji gost Radia Rubin je igralec Peter Harl. Pred skladbo sva načela temo vlog, kateri posvečate posebno mesto. Kaj iz vašega repertoarja vam je še posebej posebno, če lahko tako rečem? Jaz bi izpostavil, recimo, pač igralci smo skozi navajeni in seveda glavni del naše naloge je, da prikazujemo realno življenje in tako, in da je to povezano v dialogu in da si vedno pač z partnerjem v nekih vlogah ali pa z več partnerjev, seveda. Jaz pa bi izpostavil recimo tukaj Antontona, otroško predstavo, zelo kratko, namenjeno najmanjšim, res najmanjšim otrokom, pa tudi mogoče malce starejšim, ker sem pa v bistvu sam v predstavi in je na nek način, jaz temu pravim, da je to monodrama, čeprav je brez besed, oziroma uporabim vse skupaj 4-5 besed. In tukaj recimo cenim to, da je pa predstava
povsem prepuščena meni in lučnemu in zvočnemu tehniku in nobenemu drugemu in ni odvisna od ničesar razen od mene samega in se pravi 2 tehnikov. In recimo zato je ta ena taka posebna predstava zame. In igram jo že vrsto let, že tudi mislim, da več kot 6 ali 7 let, tako da. Ko že omenjate Anton Tona, brala sem obrazložitev Splitske nagrade za predstavo Anton Ton. Zapisali so, da ste izvrsten komunikator z otroki, da imate sposobnost razpihati toploto igre zgolj s pomočjo lastne imaginacije in nekaj rekvizitov. Vam je bila ta sposobnost komunikacije z otroki dana že v zibelko ali ste se jo priučili? Kako vam je dejansko uspelo pridobiti to zaupanje otrok? Ja, to je zanimiv način na zanimiv način ste postavili vprašanje, ker mogoče mi je res bilo na nek način položeno v zibelko, ker jaz se spomnim že kot otrok, ko sem bil pač malo starejši, tam mogoče na začetku osnovne šole, sem skozi zelo rad se igral in komuniciral s svojimi zelo mlajšimi, recimo sorodniki ali pa tudi kakšnimi znanci, recimo tudi dojenčki in me je to blazno privlačno komuniciranje z njimi in tukaj v tej predstavi se mi zdi, da smo s pomočjo z režiserko in tudi z glasbeniki, ker je pač glasbena bolj predstava, da smo odkrili nek način, kako komunicirati in recimo, če konkretiziram, večkrat se je zgodilo, sploh ko smo tega Anton Tona na začetku igrali, pač obiskovali nas vrtci in tako in so vzgojiteljice vztrajale, da otroci, da so seveda klasično kot v gledališču, kot jih je treba vzgojiti tiho in da se ne oglašajo in tako, ampak ta predstava pa na nek način to dopušča oziroma skoraj zahteva. In potem smo ugotovili, da moramo vzgojiteljcem na začetku dati navodilo, da naj otroko pač naj jim pustijo, da komunicirajo z tem likom, ker je to na nek način smisel te predstave. Torej, da niso zapredalčkani, ampak da so prepuščeni tistemu, kar vidijo. In tistemu, kar čutijo tisti trenutek. Ja. In zanimivo je bilo ravno, ko ste omenili pač ta festival v Splitu. Nekaj smo tudi gostovali v tujini, predvsem po Hrvaškem, zaradi tega, ker je to pač delo hrvaškega avtorja, Grigorja Vitesa. In moram reči, da tudi v tujini, v Turčiji smo recimo tudi igrali, povsod je prišlo to do otrok, ne? Kar je v bistvu sporočilo predstave in to me je najbolj veselilo, da nima mej geografskih, tako kot jih imamo recimo države postavljene. Peter Harl ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju. Sedaj pa kratek glasbeni predah. Če se vrnemo k vlogam, Peter Harl je bila katera zahtevnejša od drugih? Mogoče ravno Anton Ton v njegovi preprostosti ali kakšna druga vloga, ki je zahtevala od vas več kreativnosti in poglobitev? Jaz bi mogoče na nek klasičen igralski način na to odgovoril, da vsaka nova vloga je zame v bistvu zahtevna vloga. In mi predstavlja neki izziv, ker nobene ne vzamem zlahka, tudi če je to vloga brez teksta ali pa karkoli. Seveda obstajajo zahtevnejše naloge, ki pač zahtevajo več priprav, poglobljeno delo, ampak tako težko bi recimo rekel, da sem od manjših vlog se manj naučil kot pa od večjih, tako bom rekel, ja. Moj cilj je, da se od vsake vloge, tudi najbolj enostavne, mogoče na prvi pogled, hočem čim več naučiti. Kakšna pa je vaša tehnika pomnjenja teksta? Kako sprocesirate ves tekst? Ja, jaz tekst jemljem kot neko pot, ne. Vse to so dejansko tehnike pomnjenja. Besedilo, jaz se ga ne učim na pamet, da se usedem in si ponavljam neprestano tekst, razen če gre za nek, poseben dogodek in se treba res na hitro kaj naučiti. Načeloma je to povezano vedno z gibanjem in z neko potjo, z nekimi elementi, ki so na odru povezani. In zanimivo je recimo spoznanje, da kdaj na nepravem mestu ne morem povedati teksta, se pravi šele ko pridem do neke točke, ki je določena
da bom tam pa povedal nek tekst, takrat se besedilo kar samo od sebe pojavi na nek način. Ampak recimo doma, ko ponavljate, so vaši poslušalci domači ali sami opravljate proces študija, pomnjenja teksta? Odvisno v kateri fazi. Načeloma na začetku sem zelo občutljiv in ranljiv, tako da sem zelo sam, ko delam tekst. Mogoče, da me posluša moja psica ali pa, ja, no, to je to, no. Potem pa, ko pa je ta let prebit, sploh recimo po premieri, pa ko je kdaj treba kaj obnavljati, pa nimam več težav. Takrat pa je moja družina na nek način primorana me poslušati. Tudi kdaj, ja. Prele ste mi omenili prvo predstavo na novogoriškem odru, ko ste prinesli pismo na oder. Je še kakšna predstava iz vaših začetkov na novogoriškem odru ali je samo ta, ki ste jo omenili, ko ste imeli takšno tremo? Ne, mislim ogromno, mislim vse so dejansko, ne. Tako, prejšnje leto je bilo 10 let, odkar sem v Novi Gorici. In 10 let je tako eno obdobje in potem tako potegneš črto in rečeš, ta del obdobja je bil bolj prijeten, ta mogoče malo manj. In tako, ne vem, recimo predstava Rokovnjači, ki je na nek način nadaljevanje teh diferantov, ki so bili na Borštniku nagrajeni, je tudi ena izmed takih zelo ljubih meni predstav, kjer smo z ekipo, tudi se mi zdi, odlično sodelovali. Bila je pač dosti večja kot pri Liferantih, ampak kljub temu je bil nek ta duh, ki smo ga uspeli takrat ustvariti, je šel s to predstavo tudi naprej. No. Tako da mogoče se pravi Rokovnjači. Pogovor nadaljujemo po skladbi Ne hodite daleč. Igralec in član ansambla SNG Nova Gorica Peter Harl je današnji Robinov gost. Za kulisje bo naslednja tema. Bi z nami delili eno zanimivo anekdoto, ki se je zgodila v zakulisju. Zdaj, kaj konkretnega bi se težko spomnil, zdaj bi mogel prav malo pomisliti, ampak mogoče je recimo najbolj zanimivo to, da imamo recimo igralci, ki to zdaj ni najbolj popularno več danes, ampak pač ki kadimo, ne, ki smo te črne ovce še skozi. Med predstavami znamo zelo dobro si določiti in odločiti, kdaj nam čas dopušča, da si vmes privoščimo tudi kakšno cigareto. In je zanimivo recimo se srečati, se pravi v prizoru z soigralcem na odru, kjer sta, ne vem, sovražnika smrtna in se potem čez 3 minute dobiti pa na cigaretu v kabini in debatirati nekaj čist drugega. Potem pa mogoče spet nadaljevati bitko v kakšnem naslednjem prizoru, tako da to so recimo take zanimive situacije, ki se znajdejo v našem gledališču. V nadaljevanju imam nekaj kratkih vprašanj. Najprej 2 stvari, prizori, ki vas vedno znova nasmejijo. Stvar, ki me vedno znova nasmeji, je sonce, definitivno. Zdaj pa kakšnih kolih oblikah. Otroci me tudi vedno nasmejijo. 2 pravljici, ki ste jih nazadnje prebrali svojim otrokom? Šivilja in škarice smo brali včeraj, pa danes mi je pa ravno hči prebrala Mojco Pokraculjo. Kaj pa vaš moto v življenju? Moto v življenju? Kaj bi pa tukaj? Ne vem, jaz bi rekel tako, da se z dobro voljo se da marsikaj narediti, no. Tako. 2 lastnosti, na kateri ste zelo ponosni? Svoje lastnosti, točnost, to sem ponosen, natančnost, če ni to preblizu, no, recimo te 2. 2 stvari, ki vas navdušujeta v Novi Gorici in 2 stvari iz Maribora, pa je tukaj ne najdete. Ki jih tukaj ne najdem v Novi Gorici, kaj pa vem. Mogoče ne najdem gneče
v Novi Gorici, ampak to je dobro. In ne najdem še, Pohorja ne najdem v Novi Gorici, to pa definitivno ne. Mislim, v Novi Gorici me navdušuje ogromno stvari. Prvo je moja družina, potem okolica, Soča, ne vem, Trnovska planota, Kras, Brda, vse to, vreme. Takoj po glasbenem predahu Petru Harlu vprašanje postavi igralska kolegica. Kdo to je in kaj jo zanima, že čez nekaj trenutkov. Današnji portret igralca Petra Harla zaključujemo z vprašanjem igralske kolegice, tokrat je to vlogo prevzela Ana Fakini. Predlagam, da ji kar predava besedo, vam pa odgovore. Živijo Peter, Ana tukaj. Zdaj ti bom pa še jaz postavila 3 vprašanja in sicer prvo vprašanje, zanima me na tej točki v tvoji igralski poti, kaj ti predstavlja kreativni izziv, kaj te v tem trenutku vznemirja in zanima? Torej, bom tako rekel, jaz se zmeraj sem se in še zdaj se izogibam improvizacije. Jaz imam rad pripravljene zadeve, tudi na odru, da vem, kaj me čaka. In tudi improvizacija je del našega igralskega poklica in narobe je, da se je otepam in zadnje čase spoznavam, recimo, da je moram se pravi na tej smeri delati dosti več in se je manj izogibati oziroma bati improvizacije tudi na odru, kdaj pride do situacije, ko je treba se speljati ven in to se lahko samo s pomočjo improvizacije. Tako da improvizacija nam tudi pomaga pri samem raziskovanju in pri delu in tako da to absolutno mora postati eden izmed mojih elementov. Drugo vprašanje. Zate, Peter, vem, da si pravi multipraktik, nisi samo igralec, ampak ustvarjaš na več poljih, med drugim si tudi režiser in ustvarjaš glasbo za svoje projekte in projekte tudi drugih kolegov. Mogoče širša publika tega o tebi še ne ve in zato te prosim, če poveš ljudem kaj tudi o tem svojem ukvarjanju. Ja, tako je. Tukaj se lahko vrnem na čisti začetek najnega pogovora, ker mene je v gledališče, se pravi v dramsko gledališče pripeljala glasba in jaz sem že kot otrok skozi imel neko idejo, da bom celo življenje posvetil poklicno tudi glasbi. Po naključju sem prišel do tega, da sem prišel v gledališče, da sem šel na spremne izpite na akademijo in sem potem kasneje posledično ugotovil, da je v gledališče vseeno polno glasbe, da neprestano se kaj poje, kaj igra in tako naprej. Tako da sem svoj tak manko na nek način glasbeni, recimo izražanje lahko v gledališču nadomestil, ampak hkrati pa sem spoznal, da še vedno potrebujem nekaj več, da se lahko izrazim. In potem so se ponudile različne priložnosti sodelovanja s kolegi, ki režirajo recimo kakšne amaterske skupine v okolici. In sem za njih kdaj kakšno glasbo naredil. Potem sem prevzel tudi sam režijo v gledališkem društvu Kontrada iz Kanala. Za njih sem že prej izdeloval glasbo, potem pa sem seveda zdaj tudi za svojo predstavo ustvarim glasbo. Tako da na nek način ta želja iz otroštva se danes lahko manifestira skozi neke čisto drugačne kanale, kot sem si jih sam takrat predstavljal v tistih časih. Se pa in tako da to me blazno veseli, da imam to možnost. In tudi v gledališču se kdaj pojavi, se vedno pojavljajo kakšne priložnosti, da se lahko glasbeno izrazim in nadomestim ta manko.
Še eno vprašanje preostalo, tega pa slišimo po skladbi. Peter Harl, igralec in član ansambla SNG Nova Gorica, je bil današnji gost na Radiu Robin. Igralska kolegica Ana Fakini vam je pred skladbo postavila 2 vprašanji, za vas ima še 3. Prisluhniva. Tako, in sva že pri 3. vprašanju. Zdaj bi pa želela, da nam poveš še nekaj o tvojem zadnjem hobiju oziroma o tvojem zadnjem novem ukvarjanju, in sicer združil si prijetno s koristnim in kolesarjenje, ki vem, da ga imaš zelo rad, si začel deliti tudi s širšim občinstvom v svojih potopisnih videih na svojem YouTube kanalu. In ker vem, da marsikdo še tega ni zaznal, bi te prosila, če ljudem, poslušalcem, poveš kaj več o tem, kako to počneš, zakaj si se za to odločil in kje lahko to vidijo, ker je res vredno ogleda. Tako je, najprej bi se rad zahvalil Ani za vprašanja, ker so res, človek se ne more želeti boljših vprašanj od človeka, ki me očitno zelo dobro pozna. Tako da ja, ena od mojih velikih strasti, jaz pač imam zelo rad naravo in kolesarim tudi zelo rad in par let imam že električno kolo in z njim preživim praktično vsak prosti čas, ki mi je na voljo. Tako da v bistvu je to nastalo iz ene pobude Nede Bric, ki nas je prosila, če bi lahko za prebivalce doma starejših občanov mogoče prebirali kakšno poezijo ali pa kaj takega. In jaz v bistvu pač okromno, se pravi, potujem, kolesarim okrog in imam ogromno posnetkov iz moje kamerce. In sem se odločil, da bi v bistvu sestavil kakšen potopis, se pravi, kakšne informacije, ki jih dobim s spleta o neki lokaciji, ki jo bom obiskal. Recimo prva je bila Sveta Gora. In sem tole posnel, potem so si to prebivalci doma starejših občanov to ogledali in so bili zelo zadovoljni. Potem sem pa začel te posnetke, ki sem jih skozi poletje že prej zbiral in tako naprej, sem začel sestavljati v neke videe in zdaj imam na svojem YouTube kanalu že, mislim, da okrog 12 videov in tako da vabljeni vsi, obiščite YouTube, upišite v okence Peter Harl, tam boste našli en tako okroglo sliko, mene s čelado in kamerco na glavi. To so potopisne vsebine, večinoma iz Primorske in okolice in meni je zanimivo delo, ljudje pa tudi pravijo, da ni slabo, tako da vabljeni k ogledu. Peter Harl, hvala, ker ste bili naš gost. Hvala tudi vam, poslušalkam in poslušalcem pa želim lepe praznike.